Na otoku Ljubezni v Ižakovcih je potekal zaključni dogodek mentorskega obiska ukrajinske občine Horodenka v občini Beltinci. Obisk je potekal v okviru programa Obnova Ukrajine. Partnerstva, kot so ga sklenili med občinama Horodenka in Beltinci, nastajajo na pobudo Centra za evropsko prihodnost. To sodelovanje ima ogromne razsežnosti in danes sem vesela, da se Beltinci in Horodenka tudi podajata z nami na to pot. Naš program je nastal tekom vojne, osredotoča pa se na procese, ki tečejo kljub vojni v Ukrajini. In sicer povojna obnova, modernizacija, razvoj in pot k članstvu v Evropski uniji, kjer Ukrajina ambiciozno hodi po tej poti naprej. Občinska partnerstva, torej med slovenskimi in ukrajinskimi občinami, so izredno pomemben proces v Ukrajini, še posebej v teh časih. Ukrajina si je zadala cilj, da bo vsaka od njenih 1286 občin dobila evropsko partnerico do naslednjega leta. Ta proces, ta partnerstva jim pomeni veliko več kot sama izmenjava izkušenj in tako naprej. Občine namreč so gonilna sila obnove, razvoja in evropske poti v Ukrajini. Ukrajinske občine s sklenjenimi partnerstvi lažje pridejo do pomoči oziroma evropskih skladov in črpanja sredstev. Slovenija, ki je sama prehodila točno to pot in naše občine so razvile te sposobnosti absorpcije evropskih finančnih sredstev, sedaj hodijo to pot z ukrajinskimi partnericami. Nekatere od ukrajinskih občin že imajo nekaj izkušenj, nekatere pa čisto nič. Na vrsti je notranja reorganizacija in strateški razmisleki o tem, kaj jim lahko prinese evropski denar, tudi sedaj v času vojne. Pri tem se osredotočajo na teme, ki so nam Slovencem blizu, ker smo tudi mi imeli iste izzive zadnjih 30 let. Od okoljske problematike, ravnanja z odpadki do proizvajanja alternativnih virov energije, zelenega prehoda, izobraževanja, podjetništva v občini, socialnega podjetništva in tako naprej. To so teme, ki zanimajo Ukrajince in tukaj imajo slovenske občine ogromno primerjalno prednost. Tudi Beltinci z svojo izjemno aktivno ekipo. Ukrajinski gostje si želijo prenesti na svoje tla tudi znanja, ki jih imamo v naši državi z rehabilitacijo, kot jo izvaja Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča. S to temo rehabilitacije veteranov sem se srečala pred 3 leti in takrat nisem popolnoma razumela, za kakšne velike razsežnosti gre pri tej temi. Danes so te potrebe ogromne, potrebe so po fizični rehabilitaciji in psihološki rehabilitaciji, tudi otrok. Mnogi od otrok se sploh ne spomnijo več življenja v miru. Tako predvsem na zahodni Ukrajini, tam kjer leži Horodenka, v regiji Ivano-Frankivsk, in razvijajo te kapacitete. In tam se namreč nahaja tudi ogromno število veteranov, ki prihajajo s fronte in notranje razseljenih oseb, beguncev s fronte, ki imajo tudi različne potrebe po rehabilitaciji. In vesela sem, da sta Horodenka in Beltinci skupaj pripravila tekom obiska prav tak projekt na temo Centra za rehabilitacijo v Horodenki in upam, da bomo čim prej pridobili finančna sredstva, da se ta projekt realizira. Ukrajinski župani bi radi v svojih občinah vzpostavili tudi sistem socialnega podjetništva, kot ga poznamo pri nas. Občine v Ukrajini se bodo morale soočiti s številnimi izzivi na področju zaposlovanja. Socialno podjetništvo ali pa nasplošno gospodarski razvoj občine, torej razvoj priložnosti za mlade, za ljudi, ki bi se vrnili v Ukrajino po vojni, to je prioritetna naloga županov v Ukrajini, ki se kljub vojnim razmeram in vsem tem varnostnim izzivom in vsakodnevnim izzivom lotujejo še tega. Ukrajinski župani morajo razmišljati naprej, morajo razmišljati strateško, tudi z naslova Evropskega finančnega instrumenta so morali pripraviti načrte razvoja, strategije razvoja in socialno podjetništvo je res ena taka nišna tema, kjer ima veliko naših slovenskih občin spet primerjalno prednost in kar veliko dosežkov za pokazati. Center za evropsko prihodnost se je v aktivnosti za obnovo in razvoj v Ukrajini vključil pred 3 leti.
ko je naša vlada določila, da je to prioritetna država za našo mednarodno razvojno pomoč. Seveda nam pri vsem tem pomaga tudi naša lastna izkušnja. Naše lastne izkušnje z povojno obnovo, modernizacijo, razvojem in približevanjem Evropski uniji. Izkušnja, ki ni tako stara. Center za evropsko prihodnost je poprej, preden smo se vključili v Ukrajini, deloval predvsem na področju naše neposredne soseščine, to je Zahodni Balkan, kjer smo ravno tako spodbujali evropske standarde, vladavino prava, boj zoper korupcijo in evropske vrednote. Ta korak, ta paralela, če jo potegneš med Zahodnim Balkanom in Ukrajino, je prisotna. Vendar pa obstaja ena ključna razlika in sicer to, da je v tem času, v času našega dela, je v tej državi divja vojna že 5. leto in zato je pristop seveda mora biti drugačen, prikrojen. Vendar pa vam zagotavljam, da že samo zaradi proaktivnosti in ambicij Ukrajincev je delo veliko lažje. Predstavniki Ukrajine v Republiki Sloveniji so se zahvalili za vse priložnosti povezovanja, ki jih aktivno gradijo med državama. We as an embassy, we really see the result of it. We really see how fruitful those programs of trainings are. They really change the mindset of Ukrainian municipalities. They show them another way, another door. When sometimes they are knocking to one that is closed. So another point of view from their partners from Slovenian municipalities helps a lot. Yes, Ukrainians are very creative, so ideas are not the problem for us. The skills sometimes, yes, and that's why I'm thankful for Slovenia to giving this part to the process of realization of the projects. I'm thankful to the mayor of Beltenci that was brave enough to step in the program, and I hope that he will feel very soon the benefits of being the partner of Ukrainian municipality. Not only being the mentor, but also being the partner and also being the recipient part of the skills and of the ideas that maybe Horodenka Hromada can give you. So I'm very excited to wait for your visit to Horodenka also. And I'm thankful for each and everybody of you for making this program successful. I know Horodenka as a very active community. Even for Ukrainians, it's very active. I'm pretty sure that once they heard about the opportunity to start some cooperation with Slovenia, so almost half of Slovenia is already knowing who's Horodenka, and that they are very willing to come and to cooperate. I wish that our cooperation after the war, and even now, but mostly after the war, would be such active, would be such exciteful, and would be fruitful, because we also can give you something to learn, to share, and to be successful. Na dogodku sta župana obeh sodelujočih občin podpisala memorandum o sodelovanju. Občina Beltinci pa je občini Horodenka predala tudi donacijo. Gre ne samo za to, da si izmenjamo dobre prakse, seveda verjamem, da imamo mi ogromno izkušenj, znanja, seveda pa tudi oni imajo ogromno znanja, izkušenj, še posebej izkušenj na tistih področjih, kjer morda si ne bi želeli, da bi se v 21. stoletju dogajalo, ampak smo tudi zaradi tega veseli, da smo se povezali, da se eden drugega nekako začutili, in pa verjamem, da je to začetek nekega novega procesa približevanja ene občine k drugi občini, ene države k drugi državi, predvsem pa nekega prijateljstva, ki verjamem, da bo rezultiralo tudi v vrsto projektov, ki se bodo ne samo govorili, ampak tudi izvajali v praksi. Če smo dejansko nekako v teh 2 tednih, ko so se nahajali zaposleni pri nas v sklopu seveda nekih
teoretičnega prenosa znanja. Ugotovili je, da seveda imajo ogromno težav z waste managementom, se pravi z upravljanjem z odpadki, kjer verjamem, da je naša regija Prekmurje zelo, tudi Slovenija vse zadnje, zelo visoko pozicionirana, tako zaradi seveda naših podjetij, zavodov, kakorkoli, predvsem pa tudi zaradi zavesti ljudi. To je ena stvar, ki smo jim prenesli, ki je bila jim zelo zanimiva. Druga stvar seveda pa je, kjer morda pa lahko tudi mi sedaj bi potegnili, se pravi, izkušnje od njih, pa so seveda tudi, ne glede na to, kot je bilo povedano tudi, ne, se pravi, ne glede na situacije, ampak to, da se pogovarjamo o rehabilitaciji poškodovancev ali pa ljudi na takšen ali drugačen način, sigurno lahko tudi v Sloveniji prenesemo ogromno ali pa v Sloveniji ogromno znanja, kajti ravnanje po poškodbah nima veze, kako je poškodba nastala, je potrebno rehabilitacija in smele načrte imajo in verjamem, da bomo tudi od njih predvsem prenesli potem pa tisto so izkušnje, ki so jih ali pa ki jih bodo pridobivali in tako kot sem povedal, verjamem, da bo vse to nekako na plodnih tleh slonelo tudi v projektih in da bomo čim bolj izkušeni, bom prav, šli tudi v novim projektom nasproti in pa da bomo delali. Sodelovanje med občinama je nastalo že veliko pred formalnim dvotedenskim obiskom. Mi smo že v preteklosti, ne glede na to, da uradno memorandum še ni bil podpisan, poklicali, pozvali občino Horodenka k sebi in tudi vključili v mednarodni konzorcij, tako da tudi tukaj smo že začeli izvajati, se pravi, aktivnosti v smeri priprave projekta. Jaz upam, da bo projekt evalviran v smeri, da bomo uspešni, predvsem pa si seveda nadejamo po koncu tistih neumnosti tam, da bomo res tudi na turističnem področju, predvsem pa na tem kulturnem, kjer ugotavljam, da imamo ogromno stičnih točk, tudi reke imamo, se pravi, predvsem varno zeleno okolje, ne, se pravi, mi ga imamo, oni ga pa tudi okrog sebe bodo imeli in tudi iz tega, se pravi, varovanje okolja, zdravega okolja in pa tudi seveda neke zelene, kako bi rekli, zelenega prehoda, verjamem, da bo ogromno izkušenj šlo v eno ali pa predvsem v drugo smer. Predstavniki Ukrajine so zelo odprti za nova znanja. Predvsem to, da ko so prišli do nas, smatram, da smo že mi odprti, ampak Prekmurci nismo glih še tako odprti, kot bi lahko bili. Oni so pa res prišli z ogromno vprašanj, brez sramu so vprašali, tudi morda neke za nas morda čudna vprašanja, ki so bila izpostavljena, ampak verjamem, da smo tudi mi njih kaj čudnega vprašali, kar ni morda normalno. In tako kot sem morda na enem izmed zadnjih mitingov povedal, ne, ni norega vprašanja, ne. Če nekdo ne vpraša, ostane pač neumen za celo življenje. Tisti, ki pa vpraša, pa morda za delček časa, ampak če dobi dober odgovor, bo postal bolj pameten, tudi mi s tem zadovoljni. In tukaj vidim največ prednosti, morda oni so res prišli na situacijo, v kateri so bili pričakovali, da bodo zaprti, ampak ne, odprti z ogromno vprašanj, pa tudi z ogromno idej. Pravi, da papir prenese vse, ampak mi smo res sodelovali že, se pravi, acta non verba, dejansko z dejavnostmi, z vključitvijo v projekt. Zahvala tudi podžupanu Mursko-Soboške občine Juretu Langu, ki je dobro leto nazaj nas priporočil. Zahvala CEP-u, se pravi Centru Evropske prenove, da nam je nekako v nas prepoznal resnega partnerja, tudi partnerja, ki ne glede na velikost ali majhnost podeželske občine, ima izkušnje, ima znanje, ki jih lahko deli tudi mednarodno. Znanje in izkušnje se torej prenašajo v obe smeri, kar je za vse deležnike tudi najpomembneje. Tkanje vezi med državama pa prav tako.